Nič, danes pa gremo nazaj na single speed, ker menjalnik je fucking brez veze na tem bajku. Ja, ko pospravljaš to zadevo, probaj ne imeti tega stisnjenega zavedno, ki potem ostane feder notri in voda kar noče skozi. Vidi, da se bo očitno zavlekel zame. No. Dobrodošli v moji delavnici na hodniku in danes bomo dali to dol, nazaj, spet, in to dol, zato da bomo namontirali nov Bashguard, ki se dela pri nas v Sloveniji. In jaz grem nazaj na single speed, ker mi v bistvu menjalnik ne pomeni toliko, da bi ga imel tle gor. 3, 4. Ne znam z levo roko, čakaj. Zdaj bom dal še kolo dol, moram vrš dol, ker bom dal manjši zobnik. Ta nov Bash, ki ga bom pol pokazal, je bolj za endurote, all-mountne in te fore, ki nimajo 36, 34. Da bom za voljo tega, da zmontiram, dal manjši zobnik, pa pol, ko dobim nihajko. Pizda! Dal nazaj tle gor tega, pa ta Mozartov šponar. Let's get working! Evo ga! Par dni nazaj mi je Jan poslal chain-guide. Torej, made in Slovenija, Dalmacija, enduro, jaz smo dal na DH. Navodila, par stikerjev, lepa, paketek vijakcev in distančnikov, klobasica in pa chain-guide. Ok, novi Bashguard je naredil Jan, modri Jan. Čeprav je roza. Jana poznate po tem, ko je sam sebi zvaril bajk, enega rdečega fulja, in pa potem, da je naredil nek ogromen bajk za enega ogromnega človeka. Narejen je iz aluminija in pa 3D printane plastike. Ima pa neke bump stopse notri. Čak, jaz bom to razstavil, zato ker hočem to jaz videti, kako je to narejeno. Ta čas si pa pogledaj, kako je tip to testiral, ker jaz tega sigurno ne bom delal. Evo ga, odšraufano. Te inserti, ki drugače ne bojo rumene barve, ampak mislim, da črne. Te inserti pridejo tako notri, da se ne stika direkt aluminij na aluminij, ampak da tudi to ublaži udarec. In če se ti slučajno zlomijo, to bo 10 evrov novo. Nove gumice, če jih zlomiš, te bo prišle 6 evrov, torej lahko popraviš, ti ni treba vrš stran. In pa ta matica je iz Inoxa, bo prišla enih 7 evrov. Zdaj je ful lahka in očitno tudi ful vzdržljiva. Je pa ISCG 05 valjda in pa še gor ko ata na mamico. Tako. Prodajali po 65 evrov, glede na to, da dobiš vse skupaj zraven in je res kvalitetno, oziroma saj prvi fil je odličen. Dober bang for your buck, glede na to, da so drugi po 80-90 evrov. Tako da, nič, bom jaz to zmontiral in kot v stilu celotnega videa je to. Jaz sem nagore na srednjo debelino podložke. Bom že pol nastavljal, ko dam še kaseto dol pa single speed zobnikec. Fuck it. 32 ne gre na to gonilko. Evo ga. Zdaj je gor. Mali disclaimer, velik disclaimer. Ta zadeva je narejena za one by gonilke, ne za two by kot imam jaz. Vidiš, ker potem je to ful blizu. V bistvu stara gonilka in se vidiš tudi po temu, da ta baš ne bo naredil baš dosti. By the way, le to, ko se lepo šajna, še vedno zaradi unga ceramike kotina. Kakorkoli, ja.
One bike gonilka, 11-12 srednji sistemi, ne single speedi, chunky ketno in tako naprej, čeprav tle notri je en cent. Sem to naredil, zato ker sem hotel dati čim prej gor na bike, ker mi je stalo doma in mi je bilo všeč. Bom dal pa na endurca, ko dobim nihajko. Zdaj pa single speedster. Ej, a se tudi tebi zdi menjalnik na DH-ju, če ga ne uporabljaš za dirke brez veze? Pizda, ne vem, stari, ja. Zakaj si pol ne zmontiraš single speed? Ja, mislim, ne vem, kaj treba narediti. Vem, da je treba, da pač nimaš pol več brzin. Dej, pridi, ti mi jaz pokazal, kako. Dobro. Ok, kaj rabiš, da spremeniš tvojega žrebca v single speed mašino? Wheelset, zračno, brez kasete. Single speed kit. Zdaj, jaz sem to vzel v Bikemaniji, po moje. Malo sem si ga predelal po svojih željah. Par stvari moraš vedeti. Single speed kit pride zraven z zobnikom, ki je narejen za single speed ketno. Če daš single speed ketno, recimo ta šponar od Shimana, bi mogoče še prenesel, drugače nekateri ne prenesejo. Definitivno pa imaš problemi z raznimi šponarji, s prednjim zobnikom, zato ker so zobi drugačni, so debelejši in ne moreš imeti zadaj single speed zobnika in od spredaj navaden zobnik. Tako da zdaj edina opcija je bila, da bi dal single speed zobnik tudi spredaj, kar ful podraža vse skupaj. Jaz sem v bistvu od ene stare kasete vzel zobnik. Ja, jaz sem zdaj 15 kot le gor, prej sem imel 13. Zdaj v single speed kitu dobiš ponovadi te distančnike, vmes prije zobnik. Meni je prišel prav še ta plastičen distančnik od kasete. In šponar. Zdaj pri šponarju dobiš zraven še par teh podložkic. To je, da imaš potem ketno nekako v liniji. Imam single speed na temu bajku v bistvu že 3 let. Bajk je ful tišji. Manj stvari je na bajku, imaš bolj clean cockpit, zdaj kako to zgleda, pa bom to vrgel dol in bo spet nazaj čisto. Kablo je manj razbijanja jajc, ketna je bolj našponana. Tako da evo, jaz bom zdaj to zategnil, zmontiral to gor. Bajk je na kolesih spet, tako zgleda single speed, tako zgleda v zadju od spodaj ta šponar. Kaj sem pozabil prej reči, če hočeš dati single speed ketno, ki je debela, kot sem rekel, prej rabiš single speed zobnik od zadaj, pol bi mogel tudi tega zamenjati. Tako pa, ko imaš navaden zobnik, pa navaden zobnik od zadaj, v bistvu lahko uporabiš staro ketno, ki sem imel prej na menjalniku. Jasno, ketno je treba skrajšati, ker ne rabiš več vsega tega range-a. Valjda našponati, tako da te ne bo jevalo. Zdaj najlažje bi bilo dati dol šok, spustiti bike dol, našponati ketno tako, kot mora biti. Ampak ker sem imel že to ketno gor prej, vem točno, kaj treba narediti, meni se ni treba zdaj bavati, tako da sorry, če to delaš. To je tvoj problem zdaj, ni več moj. Ti imaš tako, da je in da ti ne potegneš šponarje gor v okvir, ko bottom outaš. Ne sme biti pa premalo našponano, zato ker potem ti bo plesalo in ti bo padalo zobnika dol in to je polni point. Čestitamo! Zdaj imaš svoj single speed. Spet. Z novim bešom, ki ga mogo da dol. Ne igra nobene vloge, tako kot sem ga jaz dal gor, ampak vsaj veste, da obstaja, tako da lahko Jana kontaktirate na Instagramu, na linki, ki jih bom dal dol od spodaj. Kokpit brez menjalnika, samo 2 cevi, ena za bremzo in clean setup. Ketna je tako, zato ker ko bom dal nazaj gor uni beš šponarjem, bo tako in bo jih prav nategnilo. Če pa te še kaj zanima, mi lahko dropneš sporočilo ali na Instagramu bike.bro ali pa tukaj na YouTubeu. Tako, to je to za danes. Se vidimo naslednjič. Ja, boj!